Ali veste, od kje pravzaprav izhajajo začetki znanja o krvnih skupinah, ki je izrednega pomena za reševanje življenj? Dobrodošli v popotovanju evropskih stoječih novic. Češka, uradno Češka republika, je celinska država v srednji Evropi z več kot 10,5 milijoni prebivalcev. Na zahodu meji na Nemčijo, na jugu na Avstrijo, na vzhodu na Slovaško in na severovzhodu na Poljsko. Češka je upravno razdeljena na 13 okrajev, poseben status pa ima glavno mesto Praga. Je tudi največje mesto, ki ima okoli 1,3 milijona prebivalcev. Država Češka vključuje zgodovinske ozemlja 3 nekdanjih avstrijskih dežel: Češko, Moravsko in Šlezijo. Na Češkem je več kot 2000 gradov in dvorcev, kar je več kot katerikoli drugi državi v Evropi. Nekateri najbolj znani so grad Hloboka, grad Orlik, grad Lednice in grad Karlštajn. Češka je tudi dom največjega starodavnega gradu na svetu. To je Praški grad, ki je dolg 570 metrov in širok 128 metrov. Praktično povsod po državi lahko občudujemo čudovite arhitekturne stvaritve iz najrazličnejših obdobij: baroka, gotike, renesanse, romanske arhitekture, klasicizma, art nouveau, kubizma, funkcionalizma in celo arhitekture iz komunističnega obdobja. Na ozemlju današnje Češke pa so bili rojeni tudi mnogi iznajditelji. Pa poglejmo, katerih 6 iznajdb je spremenilo svet. Otto Wicherle je leta 1959 izumil mehke kontaktne leče. Identifikacija prstnih odtisov danes pomaga ujeti marsikaterega zlonamerneža. Začetki te znanosti, daktiloskopije, pa izvirajo iz Češke. 2 profesorja na Češkem sta v obdobju med Prvo svetovno vojno razvila osnove plastične kirurgije, kot načina za pomoč vojakom, ki so bili opečeni in ranjeni med vojno. Jan Janski, češki psihoterapevt, je, da bi preprečil težave, do katerih je prihajalo pri transfuzijah krvi, začel kri analizirati. Našel je 4 različne krvne skupine in jih identificiral kot 1, 2, 3 in 4. Danes so te znane kot AB, AB in 0. Truvada, ki je trenutno najboljše zdravilo za zdravljenje virusa HIV in deluje protivirusno, je prav tako iznajdba češkega strokovnjaka, profesorja Holija. Profesor Herovski pa je leta 1922 izumil polarograf. Gre za napravo, ki se uporablja za kvantitativno analizo snovi v zdravilih in metabolizmu in zdravnikom omogočajo pravilno diagnozo in uspešno zdravljenje. Po vseh teh iznajdbah ste zagotovo že lačni in žejni. Iz Češke izvirajo številne torte in peciva, ki so priljubljene v celotni srednji Evropi. Tradicionalno se je meso jedlo enkrat na teden, danes pa je to precej drugače. Svinjina je najpogostejše meso, ki predstavlja več kot polovico vse porabe mesa. Pečenka s kruhovimi cmoki in zeljem velja za najbolj tipično češko jed. Priljubljene pa so tudi govedina, teletina in piščanec. Na primer, priljubljena jed je dušena govedina, prekrita z gosto kremasto omako iz peteršiljeve korenine in korenja. Pogosto v kuhinji uporabljajo tudi gobe, ki jih Čehi v povprečju letno naberejo do 20,000 ton. Kaj bomo pa pili? Daleč najbolj priljubljena in razširjena pijača na Češkem je seveda pivo. Če se preveč najeste, pa vam bo pomagala beherovka, zeliščna grenčica, ki pomaga pri prebavi. To je to za danes.
Lepo se imejte in pazite nase.